Zasedbi Bistrici smo sami profesionalni glasbeniki, šolani, ki večina od nas poučuje trobentu. Dva smo se še zaposlena v SNG Opera in Balet Ljubljana, eden je pri Simfonikih RTV Slovenija. Ostali so pa še študenti, vsi smo začeli v nekaj pogodbi, zdaj smo že poleg klasike smo dali celo godbo skozi celo našo šolanje. Potem pa, ne vem, bobnar recimo dosti ima rock band, tudi basist sta igrata v rock bandu. Mi se tudi poslužujemo nekaj, probamo na pop scene, imamo jazz scene, delamo vsega, kar se da. Probamo, da ni naš krog samo ta klasika, pa orkester, ta gola služba, ampak nas itak zanima še vse, kjer so pač naši inštrumenti vključeni, vse zvrsti. Začelo se je vse tako čisto slučajno, da smo na neki glasbeniški fešti, jaz pa še dva moja kolega, čisto tako za hec, za žur, zaigrali ene 3 take komade, v smislu Mesečina in to. Mislim, da ostali člani niti nismo dolgo poslušali Pomurski projekt, dokler nas ni Vid povabil k temu. Pa smo dobili sigurno, mislim, vsi smo dobili svoje CD-je, pa začeli skinjevati počasi linije, pa nam je vedno bolj všeč ratalo. Vse skupaj je na nek način sovpadali s tem. V bistvu, takrat je tudi ta Bregović in te njegove trubaške zasedbe so zelo take ratvale popularne, pa to, pa ta Terrafolk smo malo poslušali, pa se je pa to pač razvilo to, da smo prek interneta par komadov sneli dol, pa smo jih pač preposlušali, pa pač priredili za sebe oziroma pač skinili. Smo skupina Dejš in Nitro in igramo 8 let. Začeli smo v Ljubljani, v študentskih domovih na Gerbičevi. Od začetka, se pravi 8 let nazaj, smo igrali bolj narodno zabavno in pop, balkanske je bilo bolj malo, zdaj je pa težišče bolj na balkanski glasbi. Mi v osnovi vsi izhajamo iz teh pihalnih orkestrov, mi smo zrasli v teh orkestrih, tudi mi smo se dobili dejansko v teh orkestrih. In še igramo v orkestrih. In še zmeraj igramo v orkestrih. Sam mi smo pač hoteli malo drugačno muziko igrati in to je to pač, kar mi igramo. Mislim, tudi ne igramo po notah, igramo vse po sluhu, kakor igrajo recimo ti orkestri trubaški. Mi smo pač začutili to energijo v tej muziki in spontano tudi smo videli, da je pač naša zasedba, se pravi inštrumenti so kompatibilni s to muziko in je nekako samo po sebi gravitiralo k temu, da mi igramo tako muziko. In zmeraj bolj smo širili repertoar in tudi smo opazili sami pri sebi, da se lahko dosti bolj izražamo s tako muziko. To na naš način je pač lih to, da je band sestavljen iz takih inštrumentov, da v bistvu je zvok samega benda, stricev, zelo specifičen. Zdaj, če naštejem, kakšna je zasedba, pozavna, klarinet, harmonika, bas kitara, bobni, trobenta, glas. Je zelo tako, v bistvu lahko band zasnovan kot nek klecmer band, oziroma lahko vse na to obrnemo in naredimo tudi te trubaške zadeve. V bistvu mi smo v začetku izbirali malo bolj komercialne komade, naprimer od Bregovića in Bobana Markovića, ki so v Srbiji ful popularni, naprimer Mesečino, Kalašnjikov, to so te komade, ki jih verjetno tipični standardi. Ja, ki jih vsi poznajo, bi se lahko reklo trubaški standardi. Če recimo gremo na balkanski repertoar, naprimer te najbolj popularne so recimo Kalašnjikov, Mesečina, potem recimo tudi precej znanje Čaja Šukarije, Đurđev dan recimo. Ederlezi za Beograd, Niška banja, Kaladijsko oro, Guštino oro, Borino oro. Od naše zasedbe je bil samo en, recimo, do zdaj v Guči. Nismo mi tako, da bi recimo šli dol pa temu prisluhnili, pa se prav tega lotili na njihov način.
vedno probamo mi to muziko, ko je pač sicer je repertoar iz Guče ali pa ne vem, ta etno-balkan scena, vedno probamo dati vseeno svojo neko noto not. Kako si mi to predstavljamo, vseeno na bolj na naš način, ko pa da bi delali čisto kopijo tiste originala, ne. Leta 2004 smo bili prvič v Guči. V bistvu namen je bil prvič, da spoznamo in tudi, če ne drugo, je bila, ne vem, kako ena delovna ekskurzija, ne, bi se rekli temu, ker pač igramo to muziko, ne. In potem smo tudi precej smo nastopali tam, smo igrali na odru, na tekmovanju in te stvari, no. V bistvu smo šli kar z enim namerom, no, nismo šli sam se napivati, recimo, ne. In isto smo šli zdaj, recimo, tudi letos, poleti, ne, isto. Z istim namerom. V bistvu tudi je dobro za nas, da malo hranimo stik z živo muziko, ne samo preko CD-jev. Na naši agenciji smo Gučo začeli delati leta 2004 in sicer zato smo se odločili iz preprostega razloga, ker so ljudje sami povpraševali po tem, če bomo delali, kdaj bomo delali, kako bomo delali in tako naprej. Po našem mnenju so ljudje enostavno slišali za to Gučo predvsem po ustnem izročilu, nekaj je naredilo tudi, bom rekel, na tem Kusturičini filmi, pa na splošno, bom rekel, Tile Trubače in ta scena na tem celem področju bivše Jugoslavije. Višek organiziranih skupin, potovanja v Guče je bilo po leti 2005, ko je bila Guča tudi zadnjič na začetku avgusta. Takrat samo preko naše agencije potovalo 5 polnih avtobusov, se pravi okrog 250. Poleg tega so pa tudi še konkurenčne agencije zbrale vsaj še toliko ljudi, se pravi, da je najmanj 500, po naših ocenah celo nekaj več ljudi potovalo organizirano. V letu 2007 je ta številka še padla in je padla dejansko v bistvu na čista minorna številka, okrog 50 do 100 ljudi, ki potuje še danes organizirano na to Gučo iz Slovenije. Zadnje zelo pomembno je pa tudi to, da sam ta glasba, se pravi trubaška, pa to več ni toliko trendli, toliko mainstream. Dejansko zdaj jo posluša samo še spet nekoliko ožji krog ljubiteljev, bom rekel, te glasbe, medtem ko tiste širše množice, za kjer je pač to bilo nekaj drugačnega, nekaj balkanskega, nekaj kusturičnega, več niso, bom rekel, pripravljene z 800-900 km pač potovati vsako leto, bom rekel, na tole zadevo. Tak, jaz imam občutek, da grejo ljudje tja zaradi dveh stvari, ne. Zaradi fotografij, vseh teh kulinaričnih dobrot, ko jih pač tam vidi in ko se jih na cesti da dobiti, in zaradi, bom rekel, same zabave na nek drugačen način. Guča je znana po tem, da je tam, da je največja žurka na Balkanu, ne? In mi lahko to potem sam potrdimo, no? Da kakor je tam, se nori, da se vretijo nikjer na svetu, ne? In čeprav smo opazili, da se v 3 letih razlike, kar smo bili v Guči, da malo se komercializira stvar. Mislim, da še zmeraj ohranja to balkanski meros, ali kaj sem, kako bi temu rekel, no. Tudi pa še zraven kulinarika, recimo odojk in vsa higijena, recimo, ko ni na evropskem nivoju in tako naprej, no. V bistvu, če bi bilo vse hoteli evropski in tako, potem, ne vem, jaz ne bi šel v Gučo, no. To mora biti Balkan, stojenke, jugoti, konji, osli, tako vse. Vozi. Ja, prasci po cesti. To mora biti, no. In seveda zraven tega vsega pa še v bistvu ta muzika, no. In tu je tudi doživeti eno kompletno rekel, Jaz še nisem srečal v teh časih, gospod v Guči, nisem še srečal človeka, ne, ko bi prišel iz Guče nezadovoljen ali pa neimpresioniran, ne. Vsak je impresioniran, ne. Vsakemu se zdi to, ne, mislim, kaj takega, ne. Noben si ne predstavlja, da je to sploh možno, no, bom rekel, nekje v Evropi, po eni strani toliko blizu nas, ne. Te mlade generacije, ki dejansko te neke jugonostalgije, pa te glasbe po filmu, pa tega ne poznajo, jim ta stvar ni toliko interesantna. Ampak največ, bom rekel, dejansko pripada generaciji med 25 in 35 let, ne. To je ta generacija, ki največ potuje v Gučo, ne. Zase bom rekel, da jaz nisem zrasel s to muziko, ne. Sem jo pač zlezel pod kožo kasneje, no. Ne morem pa reči, da sem zrasel s tem, ker pač smo Slovenci, ne, mi smo harmonika in polka in tako. Poslušali smo tam pa tam, kdaj je dober komad, dober tu kakšna muzika, ne.
ker je bilo nekaj posebnega, čisto drugačni ritmi so od naše muzike, ne. In ti gre v uho in takoj te zbudi, ne, in zato smo bolje tudi začeli poslušati in tako, ne. Ta jugo muzika je zdaj itak dosti popularna, ne, generalno mislim, je teh trubaških bendov je ogromno, ko igrajo po Ljubljani, recimo po raznih gostiščih, ne. Je pri tem repertoarju sigurno ritem, to je prva stvar, ne. Sigurno ritem. Po moja druga stvar pa je ta, ker je, ne vem, posebnost trubačev, da igrajo med ljudmi, pa igrajo po mizah in to. To je spektakel, ne vem, je šov, ne. Drugačen kontakt s publikom, ne, ta stik. Če igraš na odru, si vseeno malo distanciran, ne, pa rabiš drugačen pristop, ne. Oni služijo na ta način, recimo, trubači, da jim dajo na čelo, ne. Mi tudi, recimo, če ne se damo sami na čelo, v bistvu bolj za šov, ne. Mi gremo s tem namenom, da ljudi, da nam plačujejo, ne. Gremo bolj za šov, ne gremo s tem namenom, da služimo s tem, ker itak nam organizator plača, ne. To je tudi razlika od, recimo, teh trubaških bendov pa nas, ne. Oni imajo, vsi imajo ta tapan, ta velik bobn hodi okrog, mi imamo pa celo baterijo. Pa vse gre bolj na ta rast tudi. Smo tudi stacionirani skozi, ne gremo med folk pa slišamo. Kar se tiče tehnike, v bistvu so boljši s tem, da oni recimo en ton ga dosti več popačijo, ne, s tistimi njihovimi prijemi in to. Medtem ko mi pa igramo vse bolj točno, ne, tona do tona. To je tudi bilo, rečemo, zanimivost. Prvo leto, ko smo bili v Guči, so pač rekli, da je čisto drugače. Še zmeraj ta muzika je čut, da je drugače zigrana, da ni toliko popačena, kakor njihova, ne. Še zmeraj se sliši, da smo Slovenci, ne. Kakorkoli obračamo, kakorkoli se trudimo, ne. Ne moremo skriti tega, ne. Ne vem, kako bi to opisal. Sigurno se čuje, no. Ker une cigo prime, se čuje, da je cigo, ne. Tudi če ga ne vidiš, ne. Tudi si bi slišal, da je cigo, ne. Je res. Ne vem, mi se čutimo toliko blizu Balkana, oziroma se smatramo še zmeraj za del Balkana, da nekako, dobro, čeprav nismo rejeni s to muziko, še zmeraj Dokaj blizu. Ja, dokaj blizu in imamo nekako stik s tem, no. Odzivi so različni, no, sam načelu tudi se mi zdi, da tudi Slovenci kar spremljajo to muziko, no. Razen če so kakšne prav zavrte, kaj bi rekel, no. Ali pa, da so nacionalisti, ne vem kaj. Tudi se je zgodilo, ne vem, da smo igrali, pa so rekli, bežite ven, kaj igrate te bosanske, mi smo Slovenci in tako. Tudi se je zgodilo že, da je prišel tip do mene, kmali faso, tako, recimo, je rekel, mi živimo v Evropi, bežite v Bosno in tako. Tako da v bistvu... Ne zastopijo tega. Ja, ne zastopijo. Ne vem, taki so, kaj češ že. Za pusto igramo večinoma slovenske, recimo. Za malo presekati, bi se rekel, po domače, recimo, igramo pa tudi vsako drugo srpsko. Se ne bomo igrali zdaj po staro srpske, logično ne, to je isto tako. Recimo v Hrastolju pride pobiranje vina, ne, tam morajo biti te domače, ne, pa te istrijanske. Tam ne moramo lih srpske zaigrati, ko primer, enkrat smo zigrali, nas je eden skoraj zagonil ven iz Tine, ne. Še hujše, smo pokvarili vse vino. Sigurno to muzika, ko je bolj zažurne, generalno. In je dobro, če folk se odziva na tisto, kar igramo. Da sodelujejo z nami, da nas ploskajo, plešajo, uživajo. Je pa tudi razlika, če igraš recimo v Ljubljani, ali pa Logatec, ali pa kakšni okoliški, Tesenice, ne vem, Bled. Se poznam, ampak dejansko je pri nas vedno neka publika, se mi zdi to neki taki starejši ljudje, ki imajo te jugo nostalgije in jim je všeč tile ritmi. In dejansko je pol vedno nekako na koncu, od začetka mogoče so še vsi malo bolj zadržani, ampak na koncu pa rezultat vedno isti, vsi se razdivjajo, plešejo, zapojejo zraven. Ta glasba, balkanska,
v človeku eno tako, oziroma v možganih en tak čut vzbudila po spolni sline, kako se temu reče. Zdaj ne vem, ali je to res ali ni, nisem preveril, ampak Na koncertih spade to, ne? ja. Zdaj, zaenkrat, če smo čisto odkriti, kjerkoli smo bili, je najbolj zažgala Golica.